Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Ta Večer je zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 11. marec 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Skrb vzbujajoči podatki o uporabi varnostnega pasu. Med umrlimi vozniki osebnih avtomobilov lani 4 od 10 v času smrtne prometne nesreče niso bili pripeti. Premijer in ministrica za zdravje sta položila temeljni kamen za novo infekcijsko stavbo UKC Maribor in prerezala trak pred negovalno bolnišnico na Pohorju. Kdo je mariborski šahovski velemojster, ki je za Slovenijo nastopil na 6 olimpijadah? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Agencija za varnost prometa ta teden v sodelovanju s policijo izvaja preventivno akcijo Varnostni pas, s katero opozarja na pomen dosledne in pravilne uporabe varnostnega pasu pri vseh udeležencih vozilu na vsaki, tudi najkrajši poti. Podatki o uporabi varnostnega pasu so namreč zaskrbljujoči. Z mano je urednica Črne kronike Elizabeta Planinšič. Beti, kakšni so torej ti podatki o tem, kako vzorno oziroma redno sploh uporabljamo varnostni pas? V bistvu presenetljivo slabi. Potem, ko smo že mislili, da je varnostni pas, torej ko sedemo v avto, da je to že čisto normalna poteza, da se privežemo sebe, da se privežejo potniki, da se privežejo otroci, v bistvu žal statistični podatki kažejo drugače. Lani je umrlo 44 voznikov osebnih avtomobilov, potnikov v avtomobilih ali pa tovornjaka in od tega jih kar 16 ni bilo pripetih. Ta trend se nadaljuje tudi letos, torej že 4 žrtve prometnih nesreč so bili nepripeti, kar v bistvu kaže na to, da uporabo varnostnega pasu nekako pozabljamo. To je v bistvu samo še en košček v ta mozaik, o katerem veliko pišete v zadnjih letih na Črni kroniki, da so se podatki o prometni varnosti zelo poslabšali. Trend padanja smrtnih žrtev se je lani obrnil navzgor. Smo gledali te podatke? Da, v začetku leta je nekako prišla analiza prometne varnosti za lansko leto in recimo v primerjavi z letom 2024, ko je umrlo 68 ljudi, jih je lani na naših cestah umrlo kar 93, kar je v bistvu kar velik skok. In letošnji trend kaže, da bo situacija še slabša. Do 8. marca, torej do konca minulega tedna, je namreč na naših cestah umrlo 15 ljudi, v primerjavi z lanskim letom, ko jih je umrlo samo 6. Zaskrbljujoče je to, da smo se nekako kot z glavnimi vzroki za najhujše prometne nesreče v minulih letih ukvarjali predvsem z alkoholom, s prehitro vožnjo. Zdaj pa očitno se kažejo tudi posledice neuporabe varnostnega pasu, kajti v bistvu res samo ena poteza, torej potek varnostnega pasu čez telo, v bistvu lahko bistveno spremeni, kakšne bodo posledice po trčenju. Ja, ta ena poteza se res ne zdi kot velik zalogaj. Kakšno razliko torej naredi v primeru prometne nesreče uporaba oziroma neuporaba tega pasu? Če citiram podatke, ki so jih v bistvu danes posredovali na Agenciji za varnost prometa, že pri trku s hitrostjo 30 km/h se na letna teža telesa poveča za 7 do 8 krat. To pomeni, da 80 kg težak potnik brez pasu udari silo enako približno 600 kg. Pri 50 km/h pa ta sila preseže 2 toni. Torej, to je sila, ki je človeško telo brez varnostnega pasu preprosto ne more kljubovati. Sama se iz otroštva spomnim tega reka, red je vedno pas pripet. Ne vem, kakšne so zdaj te PR sporočila za pripenjene pasu, ampak to je tisto, kar želimo danes sporočiti poslušalcem, ne? Da, pasavček, ki je v bistvu nekako obraz te otroške akcije, red je vedno pas pripet, je v bistvu še danes med nami, še vedno se uporablja kot maskota, v bistvu, ki otrokom pokaže, kako se privezujejo, kako je v bistvu treba skrbeti za varnost v avtu. Tudi danes v okviru te akcije so ga seveda poslali med otroke.
Ampak očitno žal se je njegova prisotnost v minulih letih nekako izgubila, tako da je mogoče čas, da spet kakšno maskoto potegnemo na plano in jo začnemo uporabljati, ker ne nazadnje vsi opozarjamo na to, da bomo seveda prometno kulturo lahko dvignili predvsem za vzgojo mlajših, in če bo nekako mlajšim prišlo v samozavest, da je pač varnostni pas v avto neka popolnoma normalna situacija, potem bo verjetno tudi, ko bodo večji, lažje delili v bistvu to reklo nekako naprej. Tako kot si vsi želimo. Hvala, Beti, za pojasnilo. Hvala vam. Včeraj sta mariborski UKC obiskala predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Najprej sta se zapeljala na Slivniško Pohorje, kjer so prenovili nekdanji oddelek za pljučne bolezni in ga preuredili v novo negovalno bolnišnico. Tam sta skupaj z direktorjem UKC Maribor Vojkom Flisom prerezala trak in tako simbolno otvorila stavbo, ki pa jo bodo lahko začeli uporabljati šele čez okoli 3 mesece, saj morajo še nabaviti opremo in pridobiti nekaj negovalnega kadra. Nato sta se zapeljala še v dolino, k matični stavbi UKC, kjer sta ob ruševinah nekdanjega infekcijskega oddelka, ki so ga porušili pred 2 letoma, odkrila temeljni kamen za novo infekcijsko stavbo. Ta bo najmodernejša stavba za zdravljenje kužnih bolezni v državi, se je pohvalil Flis. Infektologi so si vidno oddahnili. Predstojnica je spomnila na težke razmere, v katerih že 2 leti delajo, saj so začasno preseljeni na psihiatrijo. A tako bodo morali preživeti še vsaj 2 sezoni respiratornih obolenj, saj je rok za zaključek nove stavbe čez 980 dni. V tokratni tradicionalni sredini rubriki Gremo na kafe smo v kavarni Kalvarija govorili z Đorđom Mohrom, enim najvidnejših obrazov mariborskega in slovenskega šaha. Velemojster, ki je svojo profesionalno pot šahista začel še v nekdanji Jugoslaviji in za samostojno Slovenijo nastopil na 6 olimpijadah, na 4 pa bil selektor Slovenije, danes šahovsko znanje dobesedno predaja po vsem svetu. V pogovoru nam je Mohr odprl vrata v svet, kjer se prepletajo vrhunska strategija, umetna inteligenca in pedagogika. Razkril je ozadje sodelovanja z legendarnim Garjem Kasparovom in pojasnil, zakaj je Maribor zamudil priložnost, da bi postal evropsko središče njegove akademije. Beseda je tekla tudi o njegovi novi poti v politiki, o seriji, ki je šah med pandemijo vrnila v dnevne sobe ljudi, ter o nenavadni pobudi, s katero je ameriškega predsednika Donalda Trumpa prosil za pomilostitev šahovske legende Bobbyja Fischerja. To je bil večerodnevni podcast Večer zjutraj 11. marca 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.